Prvič, ker je to sveži primer, in države kandidatke, kjer smo, uspeli premagati Rusijo v hibridni vojni. Drugič, ker se je Evropska komisija prvič, angažirala, pa smo premislili, da to vmešavanje, v narekovajih, ni primerno. Pa tretjič tudi zaradi tega, ker, sem prepotovala Moldavijo po dolgem, in počez, da smo tudi sami ugotavljali, v bistvu, ne bom rekla eksperiment, ampak ugotavljati, kateri so tisti prijemi, s pomočjo katerih lahko Evropsko unijo najbolj približamo, prebivalcem naše države kandidatke. In, v Moldaviji, me zdaj poznajo tudi zaradi tega, ker sem recimo z enim od njihovih, najvplivnejših, če ne najvplivnejšim, influencerjem, krmila njegove, piščance, in, zajca. Ampak ni bilo v planu. Mi smo imeli v planu, a ne, eden od ruskih narativov je, da bo, recimo države kandidatke izgubila identiteto. In mi smo debunkali na ta način, da, smo organizirali pojedino, kjer je mama od tega influencerja organizirala kosilo s samimi specialitetami iz Moldavije. Ampak ko sem prišla k njim domov na obisk, je ta Emilijan Kretso rekel, da pri njih je pa tako, da preden ješ, moraš tudi kaj delati. In mi je dal v roke, Krmo. krmo in smo krmili in, to je bil dan, ko je bil izvoljen, nemški kancler Merz v drugem poskusu in na moldavijski nacionalni televiziji, kaj mislite, kaj je bila prva novica? Marta Kos. Tako Krmi sem zdaj komisarka, ki domače krmi, živali. piščance, in seveda, ki skozi to kaže ljubezen do Moldavcev.